pa pozdravljam Matjaža Žvana, ki mu je Slovensko združenje za duševno zdravje Šent pomagalo na poti do zaposlitve. Šent je del mreže Vključen.si, ki združuje nevladne organizacije na področju socialnega vključevanja. In kako se lahko kakovost posameznikovega življenja izboljša z veliko volje in pa s pomočjo organizacij, nam bo predstavil Matjaž svojo zgodbo. Pozdrav. Kaj ne reče, tako nekako pri 25 letih sem nekako izpadel iz šolskega sistema. Nekako z teh 25 let je bilo nekako samo hiranje in v Sloveniji je pač kulturna posebnost, če se slabo počutiš, delaj, pojdi take stvari. In tako je, pač gotovo, da na fakulteti ne gre več nikamor, sem šel dobiti prvo službo. In enostavno se nisem postavil seveda kakšnih visokih ciljev, sem se odločil, da bom poizkusil narediti izpit za varnostnika in to je bilo to. Tam sem nekako zaključil, čeprav sem bil že v zelo slabem stanju, ampak tudi, ko sem prav študijem, sem se nekako počutil kot popolno zgubo. Tam sem le videl mater, da nekaj pa vendar še lahko naredim. Ampak takrat sem tudi doživel prvi zlom in ni šlo naprej. Enostavno sem mogel dati odpoved, ker enostavno se tudi nisem predstavljal, da sem lahko na bolniški in tako naprej, ker se nekako nisem imel dostopa do informacij z ljudmi okrog sebe, tudi se nekako nisem jih najbolj komfortno pogovarjal. In čutil sem pa, da bom zdaj zelo dolg čas out in da bom mogel precej delati na sebi in spet sposoben delovati. Sledilo je kar dolgo obdobje zdravljenja. Nekako, ko prideš do zdravnika, imaš tudi občutek pričakovanja, da ti bo človek pomagati, da si v dobrih rokah, da on ve, kaj dela. Ker niti ni bilo res. Povcajta sem bil zdravljen narobe. Včasih je tako, da sem obležal, enostavno obležal na postelji. Kako bi to opisal? Ne vem, ker človek tega ne doživi, se ne zna predstavljati. Jaz sem samo vedel, da se zdravim že zelo dolgo časa, da vse tisto, kar sem poskušal, kar mi servirajo, ne pomaga in da tako enostavno jaz ne morem živeti. Takrat je šla tudi družina v akcijo in sem spoznal gospoda Marušiča, gospoda doktorja Marušiča. In v tistem momentu, takrat sem pa začutil, da je to človek, ki točno ve, kaj dela in da za meni še so možnosti. Prva stvar, on naredil je bilo to, da je bil prepaden kakor jaz zaradi tega, ker sem dobil antipsihotike. On je rekel, jaz ne vem, zakaj vi to potrebujete, da imamo tole stran. Potem, to je bilo nekako tako, kakor da bi se zbudil iz neke kome, nekaj takega. Čutil sem, da se vame vrača moč, da sem spet sposoben delovati in takrat sem tudi prišel prek nasveta do društva Šent in začel z usposabljanjem. Tam sem pa izstopil in to v negativnem smislu, tako da tudi zaradi tega, ker sem se pač usposabljal v prilagojenem okolju, sem spet dobil preveč zaupanja sam vase. Iskal sem aktivno, kolikor sem pač aktivno mogel kakšno primerno zaposlitev, ampak sem že približno vedel, kakšne so moje omejitve, kaj potrebujem in kjer zaposlitev je bil približno v svojih predstavah lahko zmotil. Ampak to se je vleklo kar nekaj časa, pa smo pa tudi še tam prišli do ene livarne, kjer bi me vzel, pač verjetno zaradi tega, da bi zapolnil kvote. Sem si rekel, odličen fizičen del, to je nekaj, kar potrebujem, seveda vojska sem hvalil zaradi fizičnih omejitev, dajmo probati to bo verjetno tisto, kar potrebujem. Sem
veseljem zagrabil priložnost. Sem pa prva stvar, kar je bila, je to, da niti delovne obleke nisem dobil, potlej tečaja varnost pri delu, da nisem opravil, da so bili zaposleni ljudje, ki niso imeli urejenega statusa, da je lahko manipuliral z njimi, kakor je želel. Potlej, kar nekaj časa ni bilo plač, podjetje so počas, dejal nam je tako, polovico je nakazal, drugo polovico si dobil v kuverti, tako da je prišel tudi kakšen Slovenc, pa je zelo težko rekel, poslušaj, vzel sem 10 evrov prost, pa zelo težko je šlo to iz njega, ampak jaz sem imel družino, sem imel podporo, ni problema. Kaj oni, ki sta bila oba starša, pa še otroci zaposleni tam, tako tudi zmeraj manj jih je prihajal, plesi tudi krajev v podjetju, seveda so se majhno znašali, ampak ni klical policije, seveda nikoli. Jaz sem imel potlej tudi eno poškodbo in da nisem, glede na to, da nisem imel pravnega tečaja, sploh nisem vedel, kaj naj naredim. Potlej sem poklical na Šent, sem jim malo povedal, so mi dali tudi kontakt od njihovega odvetnika, sem mu ga to omenil, tudi postal čist mehak, seveda, mislim. In, takrat sem ga pa jaz imel. Moram reči, da takrat, ko sem tam delal, sem tudi majhen pojamral, ampak tam so bili ljudje, tudi recimo enega para iz Kladuše, se zelo spomnim, ko je granata v hišo priletela in sta živela v Svinjaku nekaj časa, preden ste se izselila in take stvari. In oni so znali živeti in preživeti. Smešen se počutiš, ko začneš jamrati tako. Je bilo pa nekaj. Tam, kjerkoli narodnosti ljudje so bili, tistem okolju nisem eno žal besede slišal. Kjermokoli podjetju, kamorkoli prideš, siguran bo nekdo, ki se z njemu ne bo šujel, tega tam ni bilo. Ne vem sicer, kar so govorili za mano, če so kaj, to mene ne briga, ampak zmeraj sem, kadarkoli sem kontaktiral z njimi, je bilo zmeraj en občutek med sebojnega spoštovanja in tako naprej. Po tist let sem nekako zdržal, ampak zdržal sem ga samo zaradi njih. Pa pač tudi zaradi tega, ker sem nekaj mogel pospeljati skozi zaradi zakonodaje in podobnih stvari. Pa kako pa naprej? Jaz tudi sem nekako imel občutek, da doma se ne moram razvijati, to ni okolje, ker bi človek imel posebne možnosti. In zato sem sklenil poskusil pač stanovanjsko skupino. Spet Šentovo seveda. In ker nisem niti vedel, precej je spet padla moja samopodoba. Videl sem, kaj ljudje lahko zdržijo, pa česa jaz ne morem spet. In tudi malo sem podvomil, sem sploh sposoben skrbeti za sebe, ampak spet sem izstopil v neko pozitivno smer. Seveda presenečen sem bil sam nad sabo, kako enostavno, kako sem sposoben poskrbeti za sebe, kako mi vsakdanja uporabila gredo brez problema, kako v bistvu dejansko še uživam v tem kuhanju in tako naprej, v branju, vsem tem, kar pač samostojno življenje od tebe zahteva. Zapletlo se je pa spet pri iskanju zaposlitve, ker mene dejansko je postal strah iskati službo v eni taki družbi. Tudi recimo moji tedanji partner, ki je službo uničila življenje, pa je zdravi. Pa je delala nekaj takega, ker bi človek rekel, ja, kaj pa tebi hudka v knjigarni, recimo, marsikaj, ampak tega ljudje ne vidijo.
Precej mislim, da sem tudi dobro videl to, kaj zmorem sam in prišel do tega, da enostavno potrebujem prilagojeno okolje, da bom sploh od začetka morbiti potle iz tega izhodišča delati naprej. Tako da, spet je sledil zelo dolg čas iz praznih usposabljanj tukaj in tam, dokler pač nisem prišel do podjetja, ki bi me vzel. Tukaj so se pa spet začele težave z birokracijo. To je bilo tudi obdobje, ko so se menjale vlade, ko je vse skupaj stalo. In nazadnje so to le nekako spurali skozi, tako sem zaposlitev in šel na svoje. Na svoje nisem več pač bil nek študent, ki išče neko prehodno, ampak potrebuje prostor, ki bo lahko živel in živel varen in precej let. Najprej sem se preselil tudi prijateljem, ker mi je bilo sicer zelo v redu, ampak nekako sem ugotovil, da potrebujem stanovanje nekje bližje službe, da bom lahko dosegel tudi s kolesom. Tako da, nažalost, sem se v tom odselil, ker pa nimam dosti izkušenj. Še nisem imel za dosti izkušenj, sem spet naredil napako. Preselil sem se nekaj, ker sem mislil, da so stvari v redu, da niso bile. Cimrov nisem spoznal, pa ko sem jih spoznal, sem ugotovil, da so narkomani in je cela štana. Jaz sem se skozi bal, da bi slučajno kaj zagorela ali kaj takega. In se za nekaj časa tudi umaknil na bolniško, dokler sem bil že tako na tleh, to bo spet eno stanovanje, ker sem mislil, da zdaj bo pa šlo, ampak tam je bil pa problematičen lastnik. Ni bil fair, zdaj. Potem pa verjetno vsak svojo zgodbo, moja morbiti lahko potrdijo vsi, ki so z tega stanovanja šli, ker v tem času, ker sem bil jaz noter, sem se zamenjal kompletna garnitura. Takrat sem imel pa jaz počas tega dost, tudi nekako tega občutka, da je družba že nekako malo histerična, vse je že malo obseden, tudi tiste sobe, ki sem jih tam gledal, ki sem iskal novo, so bile več ali manj zmeraj iste in že to ti da svoj občutek, da pa verjetno nekaj ne bo štima. Sem se spet povrnil na Šent in takrat sem imel veliko srečo, da se je praznila nujna enota, pravim v bistvu krsanski dom in sem se odločil, da grem tja, ker enostavno potrebujem varnost, stabilnost, Nabrali se veliko drugih stvari še, jaz sem živčen zlom, ponovile so se stvari, ki so mislil, da se ne bodo nikoli več, s tem, da je prišlo nekaj novega. Mislim, da sem se seznanil z manično depresijo oziroma bipolarno napoj in nekako nisem prav reagiral od začetka, ker to je bilo spet nekaj, s čimer se sam nisem uspel spopasti. Kar sem se pa naučil z tega pa je, da pozabi slovenske posebnosti, pozabi to, da moraš sam, da moraš biti močen, da moraš delati po te čističi. Če nimaš podpore, če nimaš informacij, če nimaš pomoči. In pri tem tudi take razne organizacije, kot je od Matjaša povedal in podobni ljudje s velikim veseljem, sigurno, če so tega sposobni, vsak bo z največjim veseljem. To, kar potrebuje, je to, da vidi pred sabo pot. In tukaj je pomen teh organizacij.
organizacij pa informiranja. Informiranja pa mislim, da je v naši družbi majčkeno premalo, da se temu ne namenja zadosti pozornosti in da veliko ljudi zaradi tega ne more priti do pomoči, ker enostavno ne zna. Tako da s tem zaključiti. Hvala. Matjažu, mogoče kaj več o teh izzivih Slovenskega združenja za duševno zdravje Šent, ki je član mreže Vključen.si, pa nam bo povedala še Andreja Štibec. Pozdrav vsem. Jaz sem bolj na hitro uskočila namesto kolegice, ki je bila bolj v stiku z Matjažem, sicer se pa poznala, ker sem v bistvu tudi jaz bila na rehabilitaciji in so se tudi dostikrat videla, kaj v našo pisarno. Drugače pa je, kot je že Matjaž omenil, nekako naše poslanstvo, psihosocialna rehabilitacija oseb s težavami v duševnem zdravju, ki pa je prerasla potem še v edukacijo tudi svojcev, strokovnega osebja, širše javnosti, ki tako kot Matjaž rekel, predvsem primanjkuje informacij. Ja, kdo se pa sprašuje, kaj je to sploh duševna bolezen, dokler sam ali nekdo od njegovih tega ne doživi. Najbrž nišče, saj tudi pri nas je bilo tako, ne. Predvsem so pa problem, recimo, kraji, kjer je stigma še toliko večja. Taki oddaljeni kraji. Če vemo, v Ljubljani mogoče se je tudi lažje skriti, ker je toliko prebivalcev, ne. Čeprav spravimo, Slovenija je ena majhna vas, ne. Če začneš govoriti o duševni bolezni, tako ugotoviš, da tudi tvoji sosedi, tvoji znanci, tvoji sorodniki imajo podobne probleme ali pa poznajo koga, ki jih ima, vendar o tem ne upajo govoriti. Če se pa ti izpostaviš, pa potem tudi oni povedo svojo zgodbo. Zdaj, Šent je bil ustanovljen leta 1993, čeprav se nekako to gibanje za prehod iz zavodov in psihiatričnih bolnišnic začelo tam okrog sred 80 let 20. stoletja. Leta 1993 pa je Šent v bistvu zaživel in že od vsega začetka je bilo naše poslanstvo tudi nekje delovna rehabilitacija, oziroma pač lahko kar konkretno povemo, da že 1994 je bilo ustanovljeno prvo invalidsko podjetje Dobrobita plus d.o.o., ki bo zaposlovalo tako osebe s težavami v duševnem zdravju kot druge težje zaposljive osebe. Kaj je pomembno pri zaposlovanju? Mi tako rečemo, da je plačano delo najboljše zdravilo. Zakaj? Zato, ker če ti nimaš denarja, se znajdeš v stiski. In tudi te spet pripelje nazaj na pot duševne bolezni. In tukaj lahko opažamo, da predvsem pri tistih, ki imajo resne motnje oziroma resne težave v duševnem zdravju, je problem ta, da so v pokoju ali pa živijo recimo z nizko pokojnino, družina se jim je odpovedala zaradi te stigme, ker se bojijo, kaj bodo drugi rekli, ali živijo samo od socialne pomoči in predvsem pri teh ljudeh je opaziti sindrom vrtečih se vrat, se pravi, da so v bolnišnici, pridejo domov, kjer spet so pač ogroženi, jih je strah in se spet vrnejo nazaj v bolnišnico, ker enostavno zbolijo zaradi tega strahu, ne vidijo perspektive. Tukaj se na Šentu zavedamo, da je zelo važno zaposlovanje, tako da zaenkrat imamo 8 socialnih podjetij, se pravi tistega, ko smo začeli iz Dobrobita, jih imamo zdaj 8, s tem, da je eno od teh bilo tudi dobilo 2 mednarodni nagradi, in sicer se ukvarja s turizmom za osebe s posebnimi potrebami, to je Zavod Premiki. Imamo pa tudi Zavod za svetovanje in rehabilitacijo, to je pa Šent Prima, ki pa ravno se ukvarja z zaposlitveno rehabilitacijo,
tudi z inštruiranjem oziroma z vodenjem recimo mentorjev, delodajalcev v bistvu, ne. Zato, ker predvsem gre tu za strah delodajalcev, kaj bom pa jaz zdaj doživel, če nekoga zaposli, ki ima težave v duševnem zdravju. Bo veliko na bolniški, kakšne prilagoditve so potrebne. Ko pa enkrat spozna, da v bistvu ni potrebne nobenega tazga vložka, da je mogoče dovolj, če nekomu da namesto pol ure, 2x15 minut, ne, bo pa potem z veseljem tako osebo zaposlil, ne. Ja, to, kar je Matjaž izpostavil, ne, veliko lažje manipulirajo z nami, največkrat smo mi tisti, ki smo žrtve, recimo tudi družinskega nasilja. Večina, ko sliši, ja, ima težave v duševnem zdravju, si predstavlja nekoga, ki je zelo nevaren, ne. V resnici pa smo 14-krat pogosteje žrtve nasilja, kot vsi ostali. Moramo se pa zavedati, da trend duševne bolezni oziroma težav v duševnem zdravju močno narašča in da že zdaj ima vsak 5. težave, smatramo pa, da ima vsak 3. Tako da tukaj se je treba zavedati, da je treba na tem področju veliko vlagati, veliko informirati. Počasi se spuščamo na polje, ko že kar nekaj letno, sicer izobražujemo srednješolce, pa da bomo tudi osnovne šolce, ampak malo bomo mogli tudi vrtec, ne. Že zato, da se to stigmo razbija, ampak kakor jaz tudi vem, še iz prej, ne. Mislim, da je tista osnovna šola, ki nam postavi neke omejitve. Otroci v vrtcu, sicer zdaj ne vem, kako je, ne, tudi nečaki so še malo večji, so še dokaj med sabo in kolegijalni, se razumejo, tudi če ima kdo drug težave, so bolj čuteči. V osnovni šoli se pa pojavi že tista neka tekmovalnost, ki jo jasno spodbujamo, ne, in zatiramo, ne vem, svobodno misleče in izločimo, seveda, in izločimo, ne, drugačne, in potem tukaj je v bistvu tisti večji problem, ne. Da, ja, tukaj zdaj, se pravi, delamo programe, ne, različne. Od leta 97 smo tudi pač začeli delati na domačih in mednarodnih projektih. Zavedamo se tudi predvsem ravno zato, ker smo dostikrat žrtve ali zlorab, ali ne vemo, na koga se obrniti, tudi programa za nekako zagovorništvo, jaz sem drugače strokovna delavka v pisarni za informiranje, izobraževanje, projekte, pol ure, v bistvu pol delovnega časa, ne, na dan, pa delujem kot predsednica sveta uporabnikov oziroma v pisarni za zagovorništvo, ne. Ker večina ljudi, ki se obrne name, potrebuje en osnoven človeški stik, nekoga, ki pač zna prisluhniti in ki zna dati informacijo. Se pravi od tega, da pridejo z mene rečejo, imam možnost v bistvu na zavodu za zaposlovanje, da se vključim v javna dela, pa ne vem nekam, nekako. Prijatelji so me zapustili, službo sem izgubil, v šolo pač sem že končal, ne. Moram reči, da me najbolj se dotaknila izkušnja nekoga, ki se je po 9 letih vrnil iz zapora, ne. Se pravi, da najbolj dejanje, ki ga je storil, ni bilo pač nekaj čisto mimogrede, ne. In prišel je pa čisto slučajno, ker je šel po naši ulici, tukaj Cigaletovi, kjer smo imeli pisarno, in je videl znak, ne. Je rekel, psihiater je rekel, jaz se s tabo ne bom pogovarjal, oziroma jaz ti lahko napišem samo tablete, pogovarjati se moraš pa drugam, ne. V bistvu so ga povsod zavrnili, čeprav je pač potreboval pomoč. No in tako je pač, kot je moja naloga, oziroma kot so tudi drugi mene, takrat potili na Šent in potem skozi zaposlitveno reprezentacijo v službe, ki jo imam zdaj redno na Šentu, a ne. Je rekel, da je edina dobra stvar, odkar je prišel v zapor, to, da se je oglasil pri nas. Ker je dobil informacije, nekdo se je normalno pogovarjal z njim,
brez obsojanja. Ne. In to je tudi Matjaž pač povedal, ne, da strah delodajalcev je predvsem tisti, ki postavlja meje. Ne. Jaz vem še, ko je še Prima začela s svojim delom, se je začel izvajati projekt Interreg na Gorenjskem. In rezultat tega je bil naš zaposlitveni center Šentplavž. Zaposlitveni center Šentplavž. Prva konferenca, ki so jo organizirali za delodajalce, je bila obiskana takole, se pravi, par novinarjev in pa en delodajalec. Potem smo začeli punce klicati telefonsko vsako firmo posebej in zdaj moram reči, da je baza delodajalcev ne v 100, ampak v več, ne, s tem, da se je še tudi aktivno zavzemal takrat za sprejetje kvotnega sistema, ne, ki je pač nekako obvezal delodajalce, ali da plačajo v tisti sklad, oziroma da morajo imeti vsaj enega zaposlenega, če ima več kot 25 zaposlenih. Prav, to, kar je naše zagovorništvo v bistvu skozi vse dejavnosti, je, da nekako pripravimo okolje za osebe s težavami v duševnem zdravju in za njihove svojce, ker ponovadi se potem zgodi, da tudi to v drugi družini zaradi stiske tudi zbolijo, ne. In pa predvsem, da nas nekje izenačimo tako z drugimi, ker smo na robu družbe, kot tudi z drugimi osebami s posebnimi potrebami. Recimo, mi smo tisti res nekje v ozadju, v obrobju, ki vedno izpada. Najlepša hvala.